dovolj znanja v tem mestu je, ne nazadnje, če bo kdo ocenil, da potrebuje kak nasvet od mene, drage volje, sam špricer ga bo stalo. Ampak drugače, drage volje, je pa seveda tudi po nekem obdobju čas mogoče, da zaveje neka nova struja. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, to je Večer za vikend, daljša, bolj sproščena različica našega dnevnega podcasta. Mogoče ste v preteklih dneh opazili nekoliko lagodnejši tempo, ampak to ne pomeni, da odhajamo na dopust, to pomeni, da se pripravljamo na verjetno vrhunec leta v Mariboru. Jaz sem Miha Dajčman, novinar Večera, v svoji družbi pa pozdravljam direktorja Narodnega doma Maribor, Vladimirja Rukavino, šefa festivala Lent. Zdravo. Zdravo, lepo zdrav. Gledalcem, gledalkam, torej bralcem, bralkam, vsem. Ja. Pravimo vrhunec leta, to snemamo tik pred državnim praznikom, objavljamo pa pogovor na dan začetka festivala Lent. Petek. Ja, in kakšni so ti zadnji dnevi? Super so. Gledam tu večer, da vidim, kaj tu sem tudi. Ljudje me imajo pun kufer že na koncu koncev, skačem jim iz nočnih omaric, v Večeru sem povsod okoli, sem zdaj še to, upam res, da me ne bojo zamrzili počasi. Ampak ja, frka je, ustvarjalni nemir se dogaja, mesto je vroče, naši bogi, pubeci postavljajo odre, pripravljajo prizorišča, torej na koncu vse skupaj vrvi, čakamo goste iz tujine, pride 10 bivših direktorjev Evropskih prestolnic kulture in tako naprej, tako da stvar je seveda kar napeta. Super. 250 prireditev, 99 koncertov, če se si prav zapomnil. To smo malo šteli, ker če bi šteli vsako delavnico posebej, bi bilo tega še neprimerno več. Res pester program ste znova pripravili. Ste zadovoljni z njim? Moram reči, da ja, glede na vse težave, ki smo jih imeli, te so ponavadi seveda predvsem finančnega značaja, ampak prodaja vstopnic teče dobro, sponzorji smo podpisali, žal smo padli prvič v zgodovini Narodnega doma, torej iz financiranja direktnega projektnega ministrstva za kulturo in to festival Lent in festival Maribor, skrajno nenavadno. Seveda smo tožili in bomo videli, če nam bo kakorkoli kaj pri tem uspelo, ampak kot se kaže, bomo uspeli iti skozi pozitivno nulo in to je najpomembnejše od vsega tega. Torej, vedno glavni problem in največji problem seveda so finance, še posebej zaradi tega, ker se stvari pa tako neverjetno dražijo, skupine so postale tako drage in ni lahko spraviti kakovostnega programa skupaj. Moram pa reči, da se pod ta program z veseljem podpišem, zaradi tega, ker imamo zares nekaj highlightov, torej to je za tiste, ki vprašajo, kaj pa je takega posebnega, kar se dogaja. Posebno, kar se dogaja, pa je to, da je Maribor v tem času, v tem delu leta zanesljivo najatraktivnejši, najprijetneje je v njem bivati, si ogledovati te prireditve in ja, komaj čakamo, da se začne. Včasih ste rekli, da nimate najljubšega prizorišča na festivalu leta, ampak se najraje sprehajate ne od prizorišča do prizorišča, tam vas pogosto vidimo, torej na poti od enega do drugega odra, zdaj so ti odri kar razpršeni. Pa ne sprehajajoč na koncu, nekoč je bilo tak, da sem vse prelaufal, ker se drugače ni dalo na stari promenadi, če se spomnimo, tam ni bilo šanse, da priješ kos, niti s skirojem, ki sem ga imel prvi, takrat nas več ne gre, kaj šele z kolesom, torej, ampak ja, zdaj večinoma obiskujem torej vsa prizorišča z kolesom, gledam malo, vse moji me itak ne rabijo, na koncu vse znajo, vse vejo, jaz pa hodim okoli, kontroliram, gledam, kaj se dogaja in lahko rečem, uživam. Nekoč ste celo s čolnom se peljali od enega do drugega prizorišča? To pa je res, ker bilo je tako, da če si hotel od sodnega stolpa do vodnega priti, si porabil 1 uro. Torej, ali smo hodili okoli, pa že glavni trg je bil zabasan in takrat smo imeli še plavajoč oder, imeli smo policijo, imeli smo gasilce, ki so bili tako prijazni, da so me torej, nabasali pa peljali od enega do drugega prizorišča, zaradi tega, ker je bilo treba pač takrat še hitro priti, še posebej v času, ko ni bilo mobilnih telefonov, torej, in je bilo treba vse
vse nekako nadzirati direktno, fizično. Krasne spomini, krasne izkušnje na koncu in s temi službami smo vedno res izjemno dobro sodelovali. Bila so leta vmes, ko Lent ni bil tako poln v času festivala Lent, zdaj se pa zdi, da s prenovo, razširitvijo te neke mariborske plaže se dejansko življenje vrača tudi na Lent. To se je videlo, torej seveda, čim je bila vsaj delno obnovljena ta naša lentovska plaža, mi smo se zavedali, da moramo dati tja vsaj 2 odra, ker žal plavajočega odra tam več ni in že v prvem letu je uspelo, promenada je vse polnejša, ljudje prihajajo, se kladi top Dravo. Žal mi je, da ni malo več gostinske ponudbe, ker lokali, ki so na Lentu, tega enostavno smo videli, ne morejo požreti, ker je enostavno preveč ljudi, ampak dobro, o tem kasneje. Ja, vrača pa se torej publika ob Dravi in to nas zelo, zelo veseli. Ta plavajoči oder na Dravi je ena taka stalnica, vedno v debatah, vedno nekako želja Narodnega doma Maribor, ne, da bi se vrnil, ampak v bližnji prihodnosti ni videti, da bi se. Zakaj vam je tako žal po njem? Ja, torej, če pogledamo zdaj koncert, petek, Dubioza, 2500 ljudi maksimalno, pa je že našpanal, ne vem, kje bojo ljudje stali na eni nogi. Tam je bilo prostora za 4000 ljudi. Drugič, bil je eden od 2, lahko rečemo, plavajočih odrov. En je bil v Bregencu, eden je bil tu. Vsako mesto ima trg, na katerega postavi oder in imajo več ali manj podobne programe, torej tisto, kar pač lahko pripeljajo. To je bila pa veduta Maribora, to je bilo nekaj zares fantastičnega. Ljudje so samo zaradi tega hodili sem in to je to, kar enostavno pogrešamo. Ob programu, da živi celo mesto, nas je pa ravno to v veliki meri ločevalo od drugih festivalov in zato, da ga nimamo, mi je še vedno zelo, zelo žal. Ampak bomo, kaj bo v prihodnosti. Ste morali sprejeti vseeno to? Ja, se ne gre drugače, torej na koncu mesto ni moje, Drava ni moja in seveda, če je bila želja torej županstva takšna, da tega pač več tukaj ne bo, oni dajo soglasje, se mi pač enostavno z glavo skozi ne moremo iti. Po drugi strani pa časi, ko nam je to postavil sponzorsko Gradis na začetku, pa ko nam je dala RTV, torej Radio Maribor, ozvočenje, da smo ga imeli in tako naprej, so minili. To so bile vse stvari, ki smo jih seveda manj kot bi kdo drugi, ampak še vedno morali plačati, torej to je kar velik zalogaj, ki pa po mojem absolutno seveda bi se ga splačalo še narediti. Ampak kačmo. Kar je, mi smo znani po neprestanem prilagajanju. Prilagajamo se, COVID-u smo se prilagajali smo se na ta način, ko niso dovolili, da bi ljudje v živo nastopali, smo jih najprej dali na turn, če se boste spomnili, potem smo jih dali na balkone, pa nam inšpekcije nič niso mogle, potem smo dvignili celo Slovenijo, da so tudi po vseh ostalih krajih v Sloveniji seveda torej nastopali na balkonih. Žal mi je samo bilo, da ko se je to zgodilo v Ljubljani, je Večer napisal, v Ljubljani pa imajo na balkonih, pa Madonna sveta, če smo pa mi to naredili v Mariboru, ampak pustimo, še vedno vas imam rad. Odlično. Večer je reden spremljevalec bil festival in tudi v bolj množični obliki objav in spremljanja, kot se to počne danes, ampak tudi Večer se od takrat, ko je bil v najboljših letih, nekoliko spremenil, vseeno pa namenjamo festivalu Lent primeren prostor in mogoče se spomnite reportaže ali pa zgodbe iz Večera, ki vam je pa najbolj postala pri srcu pozitivno? Na to se vrnemo, to bi želel reči. Če gledamo medij, najbolj bran, torej, seveda in tudi gledan zdaj skozi vse moderne tehnične oblike tega, kako ljudje pridobivajo novice in kako uživajo. To je win-win, klasična situacija. Torej, mi pripeljemo nekaj, kar je za vas novinarje štof. Zdaj, sponzorji gor ali dol, torej, če iz tega, ko pride toliko ljudi, toliko skupin, toliko zanimivih stvari, ne najdete štofa, da boste nekaj torej, ljudem predočili, kaj se dogaja, potem tudi mi ne moramo pomagati. In zaradi tega smo se vseeno nekje našli. Jaz bi tako najrajši, da bi celi Večer bil od Lenta, ampak pustimo, to je stvar uredniške politike. Ne, mislim, da zelo dobro sodelujemo in mislim, da seveda Večer pomaga
pri tem maksimalno zelo v redu je tudi zadnje čase, ko smo se dogovorili za sodelovanje z sedaj našim, nekoč vašim, pa skupnim Jašom Lorenčičem, torej stvari, ki jih on na svoj specialni fuzbalski način piše, so zelo berljive, torej in pomagajo in vam, in nam, in ljudem, da se zavejo, kaj se pravzaprav sploh dogaja. Tako da to sodelovanje ocenjujem za seveda zelo, zelo dobro. Žal mi je edino včasih, da je več poročil, kaj se je zgodilo, kot pa kaj se bo zgodilo, zaradi tega, ker nam je v interesu, ne da hodijo ljudje, če bi vedel, kako je to fajn, pa večeru piše, da je bilo perfektno, pa nisem vedel torej na koncu. Ampak dobro, tudi o tem se pogovarjam. Prej ste omenjali županstvo, najrazlične poglede na festival Lent. Če lahko zdaj pogledate za nazaj, s katerim županom, recimo v Mariboru, ste se pa glede festivala Lent najbolje ujeli? Ja, tak je bilo z nobenim kaj ekstra, torej na koncu. Večinoma je šlo pač za to, da seveda, da ne bi podprli. Ni prišlo v poštev, nekateri bolj, nekateri manj. Pripričan pa sem in kakorkoli, dovolj sem star, da lahko o tem govorim, če bi bila ta pomoč pa od kateregakoli na koncu, ker sem jih dal vse skozi, ki so bili večja in lahko bi bila večja, bi še neprimerno bolj rasli. Ne pozabimo ene vloge. Festival Lent je seveda v ruševine pripeljal kulturo. Mi smo od starega radia, minoritov, Vetrinskega dvora, torej Žičkega dvora in tako naprej. Mi smo v ruševine pripeljali kulturo, našminkali vse to skupaj, videli, kako to naj izgleda in skozi to tudi potencirali izgradnjo starega dela mesta, ki se zdaj počasi seveda je že skoraj da v nekem finišu, ogromno se gradi, ogromno se obnavlja, dobili smo lepo promenado, sigurno je to tudi vloga Narodnega doma. Seveda smo razmišljali še o marsičem drugem in če bi takrat to zagrabili na ta način, kot bi neka mestna oblast lahko, bi bilo vse še neprimerno boljše, torej na koncu. Ljubljana, moj kolega Brlek ima križanke, ki so pokrite, mi mariborskih križank seveda v bistvu nimamo, pa smo razmišljali o par prostorih, kjer bi se to eventualno dalo zgoditi. Tako da, ja, pripričan sem, da bi z neko večjo pomočjo mesta lahko naredili še neprimerno več, kajti moj pogled na to je takšen, mi smo tu, da delamo program, mi nismo tukaj, da delamo gostinstvo in mi nismo tukaj, da urejamo prostor in prizorišča, ker bi se to zgodilo. Se pravi, to je tripartitno turistično gospodarstvo, mesto kot takšno in seveda mi, ki vse skupaj polnimo s programi. Ob tem, da smo pa morali na koncu delati promocijo sami z strašno omejenimi sredstvi, večino časa zdaj Zavod za turizem je seveda nekaj boljše, čeprav še ne tako, kot bi si jaz želel. Vsem govorim, do Graca, v tem bazenu imamo 500 tisoč ljudi. Ja, nagovorimo jih, naj pride v Maribor takrat, ko je Maribor najlepši. Od tega mi ne bomo prodali toliko več stopnic, sigurno pa bo turistično gospodarstvo boljše živelo, torej lahko na koncu. In še bi lahko našteval. Ja, imeli smo takrat, rekli so Cigan Mala, ko smo imeli na Lentu, seveda se spomnite tiste šotore in stojnice, vse je bilo polno vedno na koncu. Ne? Nikoli nismo imeli dovolj denarja, takrat smo predlagali mesto, ja, uredite, naredimo neke stojnice, ki bi bile mestu v ponos, pa tudi to ni šlo skozi na koncu in tako naprej. Vedno bolj se seveda zavedamo svojega dela, to pa je predvsem naše kulturno poslanstvo, to so predvsem programi in upam, da tista dva segmenta nekje v prihodnosti se bosta še izboljšala. Zakaj pa župani niso bolj pomagali? Ne vem, rekli so mi, zaradi tega, ker bojo mislili, da ja, ne vem, bom jaz večji frajer zaradi tega, pa bom mislil, tega mi nihče ni verjel, da bom jaz enkrat kandidiral za župana, kar je seveda absurd, o tem sploh ne razmišljam, ampak ne vem, treba jih vprašati, saj na srečo so vsi še živi, pa mogoče enkrat z njimi podcast naredite, zakaj niso več naredili. Lahko pa bi. Res pa je, da nam je marsikdo seveda potem pomagal na koncu, res pa je tudi, da jaz ravno najbolj ubogljiv nisem, pa sem zaradi tega tudi marsikateri hantl padel z prejšnjimi župani. Kakšnem odnosu ste trenutno z Sašo Arsenovičem? Ja, mi dva, ne pozabimo, se poznava, torej odkar se je on rodil, ker sem jaz 8 let starejši. Seveda, nekatere vizije so različne, jaz pač stojim za tem, če že o tem predavam po vsem svetu, da zagovarjam stroko in to, on ima neke svoje ideje, ki so absolutno legitimne, s katerimi se jaz mogoče ne strinjam na ta način. To, kar mu vedno rečem, Saša, reče, zakaj imamo toliko prizorišč, 25, ne vem, 30 različnih srečk, Saša, dokler je vsako od teh prizorišč skozi polno, imam jaz prav. Njegova vizija pa je bila bolj ne, da bi bil pa samo en oder,
Glavni pa to četrtek, petek, sobota mogoče, če so poletje, to ni moja vizija festivala, torej na koncu. Tako da v tej viziji se ne najdeva, drugače pa ja, sodelujeva, seveda normalno, še posebej zdaj se je to sodelovanje povečalo, predvsem zaradi centra Rotovž, ki so ga zdaj pripojili k nam in s tem imamo obilo dela, pa seveda ga bomo zmogli, škoda, da nismo začeli se prej že o tem pogovarjati, ampak odnos je absolutno korekten, seveda je, res pa je, da pa pri nekaterih stvarih pa še vedno stojijo vsak na svojem bregu, ampak tudi to je legitimno. Kar nekaj stočnic ponujate skozi odgovore, pa mogoče v programu, ne? Ja. Marsikdaj so se v preteklosti pojavili očitki, da se festival Lent drži nekako svoje špure ves čas, da se pa mogoče včasih ne prilagaja najsodobnejšim trendom ali pa ne zagrabi kakšno priložnost kakšnega večjega izvajalca, ki pride v bližino na kakšnega od festivalov. Kaj pravite? Torej, krasno je zagrabiti priložnost, če imaš recimo 300 €, 400 €, 500 milijon, pa se malo menimo od teh, ki bi jih ljudje tukaj imeli na koncu. To je popolnoma nemogoče. Še vedno je naš koncept ta, za vsakega nekaj v skladu z finančnimi možnostmi. In tudi težko je si nekaj novega zmisliti, če so praktično vsi žanri zastopani na festivalu Lent, torej na koncu. In tudi elektronika. Seveda, to ni elektronski festival, to je family event, torej nazadnje. To ni festival, na katerem bodo prišli ljudje, pa bojo taborili tudi v nekem blatu. Ni rokotočec, ni kolpa, ni ne vem, kaj bi šela, in music. Ob tem, da se pa niti približno, seveda, če govorimo o tovrstnih festivalih, z line-upom ne moremo meriti z nobenim od teh. Če mi gledamo Exit, ki seveda žal pač ga ni več. Zaradi političnih razlogov. Zaradi političnih razlogov, seveda, ampak vsi so pozabili, da so bili pa politični razlogi, zaradi katerih je pa Exit pravzaprav nastal. Vsi so pozabili, da je to CIA financirala na koncu koncev, vem iz prve roke. Vsi so pozabili, da je to vedno financirala mesto Novi Sad, pokrajina, Vojvodina in ne nazadnje država Srbija. Torej, in takrat se je seveda dalo rast, takrat se je dalo narediti marsikaj. To vse skupaj se niti približno nikoli ni financiralo samo z vstopninami, ne? In tako naprej. Torej, zdi se mi, da naredimo v teh razmerah maksimalno, kar se da. Zdaj pa, če se pogovarjamo dobro o nekem headlinerju, ki so v bližini, ja, kam ga pa ti naj daš, torej na trg Leona Štuklja, ki je tako ozek, da ob strani ne moremo nastaviti niti big screenov, na katerih bi se to videlo, za 2500 ljudi, ekonomsko popolnoma nevzdržno. Torej. In ni šanse, in ravno v tem balansiranju, ki ga mi počnemo, da najdemo vseeno še dovolj atraktivne stvari, pa da najdemo stvari, ki si jih pa lahko privoščimo, v tem je bistvena umetnost na koncu. Ne? Gledamo zdaj dubiozo, na koncu naši prijatelji, ne smem povedati, za koliko smo jih mi dobili, ampak veste, kakšne cene so v svetu zdaj, samo za njih, naši stari prijatelji, kaj pa še karkoli drugega. Mrčiba, seveda ni zvezda glavna današnjega dne, ampak še vedno strašansko močna. Pa si jo komaj privoščimo, torej na koncu. Da bi pa karkoli od tega pokrili samo vstopnicami, pozabimo, brez sponzorjev bi se absolutno seveda peljali. Torej, to, kar počnemo, je umetnost mogočega. Res pa je, če bi se pa bili takrat pogovarjali, in tu smo pri pomoči, rečemo, lokalne politike, če bi zgradili torej za res pravo prizorišče, bi se lahko o marsičem drugem pogovarjali. Pa če bi bili pripravljeni investirati več denarja, torej na koncu v to, da se te stvari lahko sploh financirajo, bi se tudi lahko o tem pogovarjali. Res pa je tudi, ker te pomoči strašansko velike nikoli ni bilo, smo lahko ostajali neodvisni, kar pa je tudi zame vsaj ena velika vrednost. To je zagotovo velika vrednost. Omenili ste center Rotovž, nekako se upravljanje z njim predaja na pleča Narodnega doma Maribor. Kdaj ste za to izvedeli in ste bili To bo zdaj ena dobra 2 meseca, torej na koncu. Ste bili nad tem presenečeni? Moram reči, da sem bil presenečen zaradi tega, ker že pred tem smo seveda sugerirali, če rabite kako pomoč, poznamo, imamo veze, povejte, lahko skupaj z vami mislimo. Takrat so rekli, ne, to bo nekaj drugega. Dobro, nobene težave, če nas boste kaj rabili, veste, kje smo. No in potem je pač prišlo nenadoma do tega, da so me poklicali, to bo zdaj 2,5 meseca, da se ne bi zlagal, torej
naprej. Ja, smo ugotovili, da pač samostojen javni zavod, ki bi se šele postavljal, ne bi bil smotrn, bilo bi še neprimerno več zaposlitev in tako naprej. Pa smo rekli, kaj pa, če bi to na koncu, ker upravljate, ker imate izkušnje, ker delate, ker ste drugi največji kulturno-priredittveni center v Sloveniji, kaj pa, če bi vi to vzeli? Če boste rekli, bomo seveda vzeli, samo jasno pa je treba vedeti, da nam boste za to morali zagotoviti dodatna sredstva, dodatne zaposlitve. Mi bomo pa hitro stopili skupaj in videli, na kak način lahko naredimo sinergije med dosedanjim starim narodnim domom in med Rotožem, torej, ki prihaja zraven, in mislim, da smo tukaj že zelo, zelo daleč. Videli ste, da je razpis za nekoga, ki bo v rangu mojega pomočnika, pa bo skrbel prvenstveno za Rotož že zunaj. Dejstvo pa je, da vse naše službe, kljub temu, da smo tik pred lentom, seveda so vpete v to dogajanje, tako da dela je kar dovolj, ampak zaenkrat ga zmoremo. Je kadra v Mariboru za zaposlitve takšnega kova dovolj? Se bojim. Zelo se bojim, zdaj bomo videli, ko bomo prišli, mi bomo morali en kup ljudi zaposliti, predvsem govorim o tehnikih, torej na koncu koncev govorim o takih strukturah in seveda govorim o tem, da smo v sistemu plač v javnem sektorju, ki pa je katastrofa ravno za te profile. Tako da, ja, dobil sem nalogo, ja, veš, lahko jih zaposliš, toliko in toliko, lahko jih, če jih bomo dobili. Torej, tako da tu moram reči, da je ena velika dilema. Šli bomo za razpisi zelo hitro ven in samo srčno upam, da tisti ljudje, ki so pred covidom delali recimo v neki prireditveni tehniki, pa so potem postali taksisti, pa so postali, ne vem, gostinci in tako naprej, da se bodo še vrnili, ker mladih, ki bi pa to počeli, ni dosti. Tisti, ki pa so, pa skozi to, da so freelanceri ali kakorkoli, seveda neprimerno boljše živijo. Torej, videli bomo, če nam bo to uspelo, ljudi poznamo ogromno, seveda vsaj takrat, ko je festival Lent, skozi outsourcanje delamo z vsemi, ki so na voljo, in srčno upam, da bo ta naš know-how in tudi poznanstvo pripeljalo do tega, da bomo lahko zapolnili. Če pa ne, pa vse se bomo že znašli na nek način. Ja. Ste dobili zdaj s tem centrom Rotov še zadnji izziv v nekak svojem procesu upravljanja, vodenja narodnega doma? Zelo zanimivo. Jaz sem seveda postal pred 35 leti in več direktor, na podlagi svoje vizije, direktor kulturnih dejavnosti Rotož, ki so takrat torej združevale Lutkovno gledališče. Se pravi, bil sem direktor Lutkovnega gledališča, koncertne poslovalnice, glasbene mladine. In potem sem to razformiral, da je šlo Lutkovno gledališče po svoje in mi smo postali kulturno-prireditveni center Narodni dom, ampak zakaj govorim o Rotožu? Sedel sem pa takrat seveda na Rotožu. No in na koncu kariere se spet vračam v Rotož, sedel tam ne bom, ampak očitno imam opravka tudi z tem, torej to, kar bom naredil na vsak način je, da bom vzpostavil fundamente, na kak način se bo pa stvari razvijale, pa seveda več ne bo moja stvar, to bo stvar novih ljudi, ki pa, in to je moja dolžnost, bodo morali imeti maksimalno dobre pogoje, maksimalno v redu vzpostavljeno torej, mrežo, kako bi se naj delalo, tako da ja, to lahko obljubim. Kaj se bo pa naprej dogajalo, pa bo stvar nekoga drugega. Da še pojasnimo, razpis je zunaj, torej za vašega pomočnika, poddirektorja, oziroma hkrati pa obstaja tudi razpis za vašega naslednika. Nekdo bo stopil v velike šuhe, če rečemo po mariborsko. Mnogo imam 46. Dobro, to je poprečno, ampak vseeno. No, to je to, o čemer bi jaz govoril. Veliki čevlji so samo moji 46. Vse ostalo pa, hvala Bogu, človek, ki ima vizijo, predvsem mora imeti strast. Ne bo stopil v prevelike čevlje, to mi vsi govorijo torej na koncu. Pa jaz mislim, da je bilo to podcenjujoče do tistih, pa tudi zastrašujoče do tistih, ki prihajajo, ker verjamem v energijo novo, verjamem v to strast, pa govorimo o tisti, ki bi stopil. Kaj pa tista, ki bi stopila? Torej, na koncu mislim, da je čas za žensko energijo. Jaz bi jo imel na političnem nivoju, pa bi jo imel tudi na tem izvedbenem nivoju na koncu, ker mislim, da pa je mogoče čas za to energijo nekako tudi. Ampak drugače, kaj? Delali bomo naprej, nekdo, ki bo prišel in bo to imel za sveta, ker če bo prišel vsem zaradi denarja, naj pozabi. Torej, enostavno, mora ga gnati strast, mora ga gnati to, da je to eno najbolj zanimivih del in opravil na svetu, in če bo to, je že marsikaj drugega. Zanesljivo se pa seveda najde tudi dovolj znanja,
dovolj znanja v tem mestu je, ne nazadnje, če bo kdo ocenil, da potrebuje kak nasvet od mene, drage volje, samo špricer ga bo stalo. Ampak drugače, drage volje, je pa seveda tudi po nekem obdobju čas mogoče, da zaveje neka nova struja. Tako da nimate vi zdaj neke vizije prihodnosti festivala Lent in Narodnega doma? Jaz imam vedno vizijo. Ja, kakšna pa je? Ne bom povedal, zaradi tega, ker naj jo napiše tisti, ki bo prišel, torej zakaj bi nekomu sugeriral. Sej, moja vizija je bila tudi javno objavljena in seveda ne zadeva samo do našega potrjena in ne zadeva samo današnjega dne. Moja vizija, kaj bi delal še naprej, je seveda nekje v moji glavi, če se bo kdo hotel z menoj o tem pogovarjati, rade volje. Ne bi pa želel, da kogarkoli ta vizija seveda obremenjuje. Marsikaj iz te vizije je seveda padlo ven. Moja ideja, za katero se borim že vsaj 25 let, torej je bila, da bi na obali Drave zgradili, med Koroško in Dravo zgradili kulturni center, se pravi, predvsem govorimo o koncertni dvorani ali dveh, ena za 1500 ljudi, ena za 500, pa noter bi lahko dali še galerijo, ki bi imela boljše prostore. Predtem sem si na Dravi predstavljal en taki otoček, ker je bilo letno prizorišče, akvarij bi lahko noter ruknili. Torej, to je bila neka stvar, ki seveda bo vsaj za zdaj ostala neizpolnjena. Res je, da so o tem tudi debatirali študentje na Mariborski univerzi, da je bila v redu podprta, ampak danes je, kar je. Pozabimo, Maribor po tej investiciji v Rotoš še kar nekaj časa seveda v neko takšno investicijo ne bo mogel iti, ampak dobro, torej nekaj, kar bo meni v glavi še vedno ostalo, mogoče pa komu drugemu se tudi to dopadlo, da bo lahko šli naprej. Drugače pa, dogaja se ogromno. Vsi, praktično, skoraj vsi ljudje, ki so sedaj delali in s njim jaz šefoval, vseeno še ostajajo. To so ljudje, ki imajo ideje, to so ljudje, ki absolutno so lahko izjemno koristni, tako da če pa nekdo najde nekaj čisto novega, ker dejstvo je, ko sem jaz prišel takrat, če bi takrat bil Narodni dom že narejen, kot smo ga poslej naredili, pa ni šanse, da bi lahko jaz bil direktor. Ne? Zaradi tega, ker to enostavno ne bi šlo skozi, ker je to tudi politična odločitev. Ampak začeli smo graditi iz nič, torej, in smo naredili nekaj, si upam trditi, torej, do danes. In zdaj nekdo, ki prihaja na nekaj. Ampak če imaš široko vizijo, kaj bi se dalo iz tega še več narediti, super. In čas je tudi za to, da nekdo nadgradi to, kar smo mi naredili do zdaj. Kaj pa to je? Naj preseneti z svojo vizijo. Se veselimo, če bo le napredek. Gospod Rukavina, zakaj pa je zdaj konec z vaše strani in kaj boste počeli potem, ko letos... Konec seveda še ni. Konec tega leta in kasneje. Ne, tako kot sem že izjavil za marsikoga, torej moja moralna naloga je, da letošnje leto, ki je zadnje fiskalno gledano leto, ki se odvija pod mojim vodstvom, ker če tudi bi bil do konca mandata, bi 13. oktobra nehal, torej to je zadnje, za katerega sem jaz odgovoren. In z polno odgovornostjo seveda jaz oddajam zaključni račun februarja meseca. Pa potem grem na dopust, pa ko mi mine vse skupaj, se seveda poslovim sporazumno, ker se o tem pogovarjamo na ta način. Tako da v nobenem primeru ne bi želel, razen stvari, ki smo jih morali planirati za 2 leti, 3 naprej, seveda predvsem govorimo o simfoničnem komornem ciklu in festivalu Maribor in tako naprej, ampak Lent konkretno ne bi želel ga planirati na ta način, da bi zapravil denar, pa potem šel, pa bi se nekdo drugi s tem ubadal. Torej, moja želja je bila, in to sem sugeriral seveda tudi ustanovitelju, naj najdejo nekoga, za katerega bodo soglasni, da seveda bi te stvari počel dobro, ženska upam, ali moški, in naj dajo možnost, da vseeno pride, pa da skupaj malo opazuje tudi to obrt, ker to, kar počnemo, je seveda obrt. In še ena stvar je bistvena, ljudje poznajo predvsem festival Lent je en delček pomemben, ampak neprimerno več stvari se seveda v Narodnem domu odvija. Tako da, če je tu neko obdobje, vsaj 5-6 mesecev, torej na koncu, ko lahko z roko v roki delam jaz z nekom, mislim, da je to absolutno neprimerno boljše, kot da jaz danes grem, jutri pa pride nekdo, ki začenja vse stvari torej, postavljati na novo.
se učiti na novo, ne nazadnje mogoče marsičesa, tako da vse, kar delamo za mesto in delamo za dobrobit kulture in verjetno je takšna pot, o kateri se danes dogovarjamo, absolutno najbolj smotrna, najbolj pametna in tudi najbolj fair. Kje pa vidite osebne izzive v prihodnje? Osebnih izzivov imam jaz več kot dovolj, torej, da ne bi imel česa delati, to ni kaj. Najel si bom, ko grem v penzijo, si bo najel verjetno eno pisarnico v mestu, zaradi tega, ker doma v pidžami ne bom, ker bi me žena tako izkoristila, da bi moral, ne vem, marsikaj drugega delati, pa magari bom prišel v pisarno samo večer prebrati, bodite brez skrbi. Ne, pa dosti stvari bo, ki jih seveda še lahko delam. Ne nazadnje še vedno sem ambasador Svetovnega združenja festivalov, še vedno me pokličejo kam, da prijem v njihovo mesto, da si ga ogledam, da jim svetujem, na kak način bi pa oni naredili festival, tako da teh izzivov je več kot dovolj. In seveda, mogoče me pa še kdo kaj rabo tudi v Narodnem domu, tako da ne bi imel kaj delati, se ne bojim. Bistvena stvar pa je, ne bom se rabo več ukvarjati z sponzorji in hvala Bogu, ne bom se rabo več ukvarjati z politiko, torej to sta pa dve stvari, ki nista najbolj prijetni, ampak brez katerih seveda ne gre. Zdaj pa, če gledamo Svetovno združenje festivalov, torej če govorimo samo o sponzorjih, to je ponavadi, naredili so raziskavo, moji kolegi v Svetovnem združenju, torej to je eno najbolj stresnih del na svetu, držijo 5, 6, 7 let, mogoče pa morajo iti nekaj drugega delati, jaz to počnem 40 let, ne? Tako da v bistvu to pa bo olajšanje. Zakaj pravite, da je s politiko tako zahtevno delati? Vmes ste že omenili, da je absurd to, kar se govori, da bi vi kandidirali za župana, ne? Ne, to me nikoli ni zanimalo, ne za župana, ne za ministra, nič od tega, to je enostavno, ker pač, ne vem, vajen sem delati na drugačen način, kompromise seveda sem moral tudi jaz sklepati, ampak rečemo temu, gnilih ne vidimo, pa da jih politika mora sklepati iz dneva v dan. Takrat, ko me je vabil najprej Drnovšek, da bi bil, takrat sem se strašil, sem rekel, Madonna, kak reč Drnovšku, ne? Ker sem bil prepričan, prišel bom tja čez 3 mesece, sem pa 100%, ker poznam svoj karakter, jezlavost, ne vem kaj, skregal pa bom odstopil, ampak na srečo je prišlo do ženskih kvot in takrat tega nisem rabil narediti. No in potem, ko je bilo prihodnjič, da so mi predlagali, da je bil minister, sem pa že imel malo več samozavesti in sem seveda povedal, da ne pride v poštev na noben način. Ampak kakorkoli gledamo, nek javni zavod, še posebej, če je izpostavljen, ima opravka s politiko, če ne drugače zaradi financiranja, govorimo o občinskem financiranju, govorimo o državnem financiranju. In ti hočeš ali nočeš, se moraš z tem ukvarjati, pa naj bodo na oblasti eni ali drugi ali tretji, torej ti moraš prezentirati to delo in jasno, da prepričati politične odločevalce, da pa je to treba podpreti. Tako da to je to, kar govorim o politiki. Pri sponzorjih pa seveda ravno tako, torej mi prodajamo nekaj, za kar ljudje niti ne vejo, da rabijo, pa rabijo še kako in zdaj moramo njih pripričati na koncu, da bojo pa oni dobra sila v skupnosti, če se postavijo za nekaj, kar mi počnemo dobro. Zaenkrat seveda nam je to uspevalo, je pa to vse težje in težje. Drugače je bilo, ko je bila še neka zavest, ko so bile firme naše, pa ko je nekdo še rekel, nekaj bomo pa tukaj pustili. Danes se mi pogovarjamo seveda o tujih lastnikih, ki niti približno ničesar ne dajo samo zaradi tega, ker bi izhajali iz tega kraja, ne, njim je treba ponuditi posel in jih prepričati. Res pa je, da smo mi že na začetku in to je bila dejansko inovacija v tem sponzorskem prostoru, ponujali posel vsem. In če nekdo v tem, kar smo ponujali, ni videl posla, se jaz potem z njim rajše več nisem pogovarjal. Po kolenih na ta način, prosim, seveda nikoli nisem hodil. To se je izkazalo za dobro pred 20 leti, ne pozabimo, je Narodni dom brez politične podpore imel toliko sponzorjev kot Festival Ljubljana in Cankarjev dom skupaj. Vprašajte mojega prijatelja Mitjo Rotovnika. Seveda so se stvari spremenile, marsikaj se je spremenilo ravno z izginitvijo glavnega odra, kjer več ni bilo VIP prostora in tako naprej. Marsikdo je takrat seveda izpregel, je rekel, ne, zdaj pa več nimamo toliko možnosti, tako da to nas je fejs vdarlo, ampak ja, marsikdo drugi bi se prijavil tudi za to mesto, če bi mu nekdo drugi rihtal sponzorstva, pa rečemo temu pod narekovaji politika. Koliko so privatizacija, prodaja javnih torej firm ali pa selitev firm iz Maribora in pa nasplošno centralizacija
vplivali na siromašenje Maribora na različnih področjih. Pri športu to ves čas poslušamo, verjetno je pri kulturi kar slišim podobno. Zelo sigurno, da so se te stvari zelo poznale, te cifre. Moram reči, niso se zmanjšale cifre, ampak ostale so več ali manj enake, pa bi morali v tem času že bistveno zrast. Jaz sem vesel tudi z tem rezultatom, da smo ostali na tem. Ne nazadnje poglejmo, mi brez in-kinda 500-600 tisoč evrov še vedno dobimo, torej preko sponzorjev, kar je danes, razen če gledamo glavno mesto Ljubljano, kjer je jasno, da pač vsi plačajo davek temu glavnemu mestu in se moji kolegi ne rabijo na ta način ukvarjati s tem, kot pa jaz in moj marketing, moja Mojca. Tako da lahko smo zadovoljni vseeno, da imamo toliko, kar smo za festivalom Ljubljana, ki je absolutno daleč največji danes, še vedno zelo, zelo visoko, je pa to vse težje in težje. In seveda v romantičnih časih lastništva našega se dalo vseeno malo drugače pogovarjati. Ker je tisti direktor, za katerim sem se pogovarjal, mogoče stanoval za vogalom, ne, pa mu tudi ni bilo vseeno, kaj ga bodo gledali sosedje. Pa se je vzel čas verjetno tudi za šprice. Tudi to, brez skrbi, še posebej, ko smo jih zastonj točili v VIP-u ravno za sponzorje. Ker smo glih pri zastonjkarstvu, Se ni bilo zastonjkarstvo. No. Dejstvo je, ampak pa ponavljam še enkrat, pa oni tam stojijo, seveda, oni tam stojijo od zadaj, da jih lahko gledate, pa imajo špricer zastonj, se tudi mene ni stal nič, nas ni stal nič, špricer papir, zaradi tega, ker to so dali sponzorji. Oni pa, da so lahko bili tja, so preko svojih firm, torej na koncu dali, da smo lahko mi izvajali festival Lent konkretno in da nam je še kaj ostalo za osnovne dejavnosti Narodnega doma. Koliko je klicev danes za brezplačne vstopnice, za izkoriščanje res? Za brezplačne vstopnice že dalj časa je to razmeroma malo. Ok, super. To sem naredil to na ta način, če je kdo prišel k nam v tajništvo, pa rekel, jaz bi pa imel 2 karti, sem rekel, v redu, sem šel do tajništva, pa sem rekel, daj prosim 2 karti gospodu, pa sem vzel denarnico, pa sem plačal potem na koncu tiste karte, tako da to se je tudi razvedlo in seveda drugače ni šlo. Seveda poskusili ljudje še vedno. Po drugi strani pa, če gledamo cene vstopnic, najnižje dejansko v Sloveniji so naše stopnice, ki jih imamo. Ljubljana je nekaj čisto drugega. So pa ravno dovolj visoke, da nekako gremo skozi, pa dovolj nizke, da vseeno privabijo še ljudi. Ker zdaj pa, če pogledamo, tu se 10 dni, zdaj bomo rekli, nekaj intenzivno dogaja in da imamo mi marsikaj razprodanega in da so prizorišča še vedno polna, to je velika umetnost, ki jo seveda reguliramo tudi za ceno stopnic. Zdaj pa, če gledamo, če bi bile pa karte po 50 evrov, ali pa po 100, kot so nekje, torej 4-članska družina bi bilo 200 evrov samo zaradi tega, da pridejo nekaj gledati, jaz ne bi šel. Pa niso najbolj revni Mariborčani. Pravijo, da za dubiozo vas kar kličejo, pa ne boste več dvigovali telefona. To sem bolj tak rekel na koncu, ne, ampak ja. Zanimivo pa je, da so afterji razprodani, ne. Kaj to pove o Mariboru? Ja, torej, to pomeni, da na koncu, seveda, res je, da je treba vedeti, mi za after vsi ljudje, ki kupijo, in to je 500-530 ljudi, je v minoritih. Torej, vsi ti imajo pravico ostati na afterju. Glede na kapaciteto, ki pogledamo, pa smo jih noter dobili, ne vem, 800 tudi ali kakorkoli, smo dali eno kvoto v prodajo, se pravi tisti, ki so si najbolj želeli samo afterjev, so jih lahko kupili. Jasno je, da se bo mogoče zgodilo, da bo polovica od teh, ki bojo gledali komedijo, ne bo ostala na afterju, bo šla ven, takrat se eventualno nekaj sprosti, pa tudi to lahko naredimo. Drugo, kar pa je pa seveda to mi želimo, da ljudje predvsem pridejo ne na čago kasneje, ampak da si ogledajo tudi kakšno kulturno prireditev. Torej, ja, kupi si jazz koncert, pa boš presenečen, torej na koncu kak je jazz koncert fajn, ker je David Brown zares naredil perfektne programe in potem ostani na afterju. Torej, niso vsi afterji še razprodani. Dobro, to še imamo razprodanega, se ne da več karte kupiti, ampak za jazz konkretno, za zadnjih 5 dni, še ni razprodano, torej tisti, ki želite na after, ja, pojdite, kupite karto za jazz, poglejte si jazz koncert na koncu in uživajte potem na afterju, tako da to je to. Res pa je, da je samo za after je šla minimalna kvota. Kje boste vi najbolj uživali na letošnjem festivalu Lent? Madonna. Veliko vprašanje, seveda večinoma verjetno na biciklu, od enega do drugega prizorišča, prihaja
kar nekaj, lahko rečemo, že mojih prijateljev, torej, ne, Vlado, pa Zoran, pa torej Pero, recimo, pa prihajajo moji res dobri prijatelji Dubioza, moji prijatelji Laibach, marsikdo ne ve, da ko je bila Ljubljana, torej Evropski mesec kulture je bil takrat v Ljubljani, sem jaz produciral koncert Laibacha in Slovenske filharmonije, torej skupaj z Janijem od Laibacha in z Markom Letonjo, ki je temu dirigiral, in mi smo prijatelji že od takrat, zato lahko rečem, prihajajo moji prijatelji. Prihaja moj prijatelj Ivica Jusić, na koncu sigurno ga bom šel pogledat, in še marsikaj dobrega se bo zgodilo. Ja, Terrafolk, ne pozabimo, nastali so, Brigita jih je naredila v Sodnem stolpu, 30. obletnica, ni malo, 30. obletnica Ane Desetnice, ki je nastala Festival uličnih gledališč v Mariboru, 3 leta prej smo ga imeli, kot je potem začel v Ljubljani. O tem govori že ime, Desetnica je morala iti po svetu, torej, ker nismo mogli tega narediti v Ljubljani, smo Gorotu in Ani Monroe mi ponudili možnost, in zato smo naredili pred 30 leti Ano Desetnico v Mariboru. 20 let stand-upa in še bi lahko torej seveda naštevali. Folk art, moja stara ljubezni, iz katerega smo išli. Pa lahko vam govorim še, ne vem, 1 uro tukaj, tako da jaz sem posod in nikjer. Okay. Da bi pa bil na enem koncertu od začetka do konca, to se pa ne spomnim, kdaj se je zgodilo na Lentu. Niso Pinko Tomažič, da bi... To pa ja, absolutno. Pri Pinko tih pa ja. To pa ja, tudi stari, dragi prijatelji, Pinko Tomažič pa ja. Pa jih imamo ravno ob eni taki uri primerni. Tako, v nedeljo, ne? V nedeljo jih imamo, ja. Tudi velik interes na koncu in me zelo veseli. To je res anekdota, in so rekli, oštje, kako vsi znajo Stala Primorska, ne? Ker niso vedeli, oni so gledali naprej, mi smo pa odzadaj projicirali besedilo in so vsi stali in vsi so peli, pa je rekla, torej Pija, njihov direktka, vsi znajo, ne? Ja, seveda znajo, sem rekel, sej ste pa prišli Primorci na Štajersko, pa ste skupaj z mojimi sorodniki in ste izboljšali na koncu tudi našo raso tukaj. Ne? Res je, vpliv Primorske na Maribor je izjemen. Gremo še mogoče v preteklost, na kratko, najlepši trenutek, ampak prva stvar, ena. O tej sem že večkrat govoril, ko me je zgrabil skoraj da na puh, pa sem se vščipnil, pa dal 2 focna, ko sem bil na vrhu tribun, pa ko je bilo Labodje jezero in so priplavali labodi in gledali tisti, ki so plesali, pa taki velikanski mesec je bil, to je bil. In takrat me je skoraj da zgrabil na puh, pa sem si v onem momentu dal 2 focna. Na puh je ena strašno huda stvar, ker si misliš, da si boljši kot si, torej na koncu. Ne? Ampak mogoče pa ko sva hodila z Magnifikom po celem Lentu, proti starim minoritom še, in za nami so šli, ker takrat je imel Trubače in so oni špilali in ljudje so kar vstajali in cela kolona šla do minoritov, kjer je sinek imel šans in smo odprli ona vrata, pa bili tam do jutra, ko smo odprli zjutraj vrata, nas je zaščemelo, ker je seveda bilo že sonce ob 8, ko smo mi od tam odhajali. Mogoče pa Lester Bowie z svojimi pihalci, torej v starem Žičkem dvoru, ko je bilo vse porušeno, Manč je imel tam v nekih razbitinah svojo pisarno in potem smo šli tja, njih je bilo 12, so stali, so si podajali inštrumente, nas je bilo pa enih 7, ker je tako deževalo, da se ni dalo, ampak bili smo vseeno tam in uživali in oni so si po vsakem štiklu zamenjali inštrumente in smo bili tam do zore, torej to so sigurno stvari, ki jih človek ne pozabi. Pa še dosti bi bilo. Kupi mi špricer, nekje pa se bo pogovarjalo. Zmenjeno. Da ne bomo več gušli tistih, ki nas poslušajo. Dobro. V špricerju, ja, ob špricerju, o špricerju, kdaj drugič, za konec še Dež, ne, zdaj ste ga omenili. Letos, a pa zadnje leta se mi zdi, da se o Dežu na festivalu in sploh ne pogovarjamo več, nekako sobivate in gledate naprej. Ne komentiram, jaz ne gledam vremena, za nalašč sem malo vraževern in ne gledam, srčno upam, ker delamo dobre stvari, nam je
kako bi temu rekli, neko vesolje seveda naklonjeno, res pa je, če se pa vlije in nam to pomeni lahko velikanski izpad pri vstopnicah. Upam, da bomo šli, da zdaj prihajajo zaradi teh podnebnih sprememb, seveda druge stvari prihajajo take vročine, da fejst razmišljamo in se pogovarjamo, torej na kak način bomo imeli tudi prvo pomoč, ne nazadnje predstavljati si pri 35 stopinjah pa dubioza, pa vsi tukaj nagužvano in vsi skupaj skačejo, torej to je lahko večji problem kot dež, ampak seveda tudi na to se pripravljamo. Ne bi rad govoril kaj dosti o vremenu, upam, da bo, pa ne mi povedati kaj, ker nisem šel gledati, tudi moji ne smejo govoriti. Če pa ne, smo bili pa znani tudi potem, če je deževalo, smo si dali pejlerine, ljudje so jih tudi imeli, ne nazadnje, odprli smo dežnike, če je bila velikanska ploha, enkrat je Magnifico stal na plohi, enkrat je Macy Gray stala tam, izvedli smo prireditve torej v vsakem vremenu. In mislim, da bi to še vedno znali, ker bistven je tisti feeling, bistveno je to, da ljudje uživajo, mi pa delamo za njih in zaradi njih to, kar delamo in tukaj se lepo najdemo, tako da fajn je, če ni dežja na koncu. Če pa pride, pa se bomo že znašli. Vse se da, ne? Sigurno. Hvala, tovariš Rukavina, za čas. Lep festival Lent vam želim, zadnji, pod katerega se podpisujete. Hvala za tovariš, to je v Pinkotovem, torej rečemo na koncu koncev, ja. In poslušalke, poslušalci, gledalci, gledalke, bralke, bralci, pridite, začnimo tudi to poletje na Lentu, skupaj, vse tudi drugo leto ga bomo skupaj začeli, najverjetneje na nek način, ampak ga začnimo kdaj in podprite, kupite karte, da lahko prijete na after, podprite, da bomo lažje dihali, pa da bomo lažje šli mogoče na en kratek dopust. Štima, hvala gospod Rukavina, tovariš Rukavina, Ja. zdaj pa še zadnje 2 minutki v vsebinah v Večeru, v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, med festivalom Lent si vzamite čas tudi za branje. V prilogi v soboto objavljamo intervju z doktorjem Dimitrijem Ruplom. Ob 35-letnici slovenske osamosvojitve je Boris Javšovec z njim pogledal v preteklost, sedanjost in tudi v prihodnost slovenske politike in države. Jon Knez se je pogovarjal s srbskim igralcem Milanom Marićem, zvezdnikom filmov in serij Toma, Besa in Sence nad Balkanom. Govorila sta o političnih pritiskih, vlogi umetnikov v času družbene krize, študentskih protestih in prepričanju, da se v Srbiji izteka obdobje vladavine Aleksandra Vučića. Mitja Sagaj pa piše, da Slovenija ostaja ena od evropskih držav z najvišjo samozaznavno podjetniških kompetenc, vendar se ta prednost še vedno ne odraža v enako dinamičnem nastajanju novih podjetij, kar ostaja eden ključnih razvojnih izzivov gospodarstva. Kaj pa Večer v nedeljo? Največji bend na svetu je, če preberemo utemeljitev Georga Mora, je to Led Zeppelin. Legendarna angleška skupina je na novo definirala besedo rock. V 70-ih letih je postala z naskokom najbolj prodajana, najbolj poslušana in po splošnem mnenju najboljša rockovska skupina na svetu. Ali postanemo nasilnejši, če igramo nasilne igre? Dr. Mirt Komel, filozof in pisatelj, pojasnjuje: neposredne povezave med videoigrami in nasiljem ni, obstaja pa posredna. Zgodba Slovenije je tudi v darilih, kaj pove o državi otroška risbica in kaj kraljevski portret, srebrna šatulja in mamutova dlaka. Odgovore ponuja razstava Darila državi, ki bo do začetka decembra na ogled v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani. Obiskala jo je Branka Bezjak. In še Darwinov preblisk za konec: vse, kar je zoper naravo, ne traja dolgo. Lep vikend!